Pred 10 dnevi se je zgodil škandal. Vdor v javne finance. V enem samem dnevu je vlada Republike Slovenije na pobudo in sodelovanjem Banke Slovenije z lahko roko podpisala garancijo v višini milijarde in 30 milijonov evrov za vse vloge in nepodrejene finančne instrumente v dveh obskurnih zasebnih bankah. Gre za Probanko in Faktor banko. Poudarja, gre za obrobni banki. Njun tržni delež ne presega 2%. Skratka, zanemarljiva bilančna vsota, zanemarljiv tržni delež, v celoti sta ti dve banki v zasebni lasti. In vendar je posegla Banka Slovenije, kar ni problematično. Problematično je način reševanja. Namesto, da bi vsled zaznane ne samo kapitalske neustreznosti, ampak dejansko nesolventnosti, Banka Slovenije sprožila stečajni postopek, se je v sodelovanju z vlado Republike Slovenije odločila za nadzorovano likvidacijo. Bistvena razlika. Zakaj? Zaradi tega, ker bodo stroški reševanja teh dveh bank za slovenske davkoplačevalce izredno visoki, bistveno višji kot stroški stečajnega postopka. Argumentacija, ki jo poslušamo strani guvernerja, strani ministra za finance in predsednice vlade, je, da so zamejili sistemsko tveganje, da naj bi obe banki predstavljale nevarnost za onesnaženje, za izgubo zaupanja v slovenski bančni sistem. Dve banki, ki imata skupaj manj kot 5% bilančne vsote, naj bi predstavljali sistemsko tveganje. Gospe in gospodje, sistemsko tveganje da, vendar ne za slovenski bančni sistem, ampak za sistem Foruma 21. Uvid v lastniško strukturo obeh bank pokaže zelo zanimivo sliko. Faktor banka je v skoraj polovični lasti ACH delniške družbe, omrežja gospoda Hermana Rigelnika. Probanka združuje cvetober velikih slovenskih podjetij iz koalicije nacionalnega interesa. Imena so znane: Gorenje, Trimo, Perutnina Ptuj, Medaljon. Skratka, cvetober ne samo koalicije nacionalnega interesa, ampak ključnih akterjev Foruma 21. Trdim, da je seveda to tveganje, o katerem govori guverner, finančni minister in predsednica vlade, sistemsko tveganje za tovarišijo, ki je zlorabljala ne samo ti dve zasebni banki, ampak tudi državne banke, se pravi tako Abanko, Novo Ljubljansko banko, Novo kreditno banko Maribor, za podeljevanje tako imenovanih političnih kreditov. Kreditov, ki so bili, kot je gospod Štrancar lepo povedal, nezavarovani. Sam bom še ostrejši. Za večino teh kreditov ni bilo niti namena v začetku, da bodo kdaj poplačani. Skratka, šlo je za banke, ki so bile nek bančni avtomat tovarišev iz Foruma 21. In seveda v svobodnem tržnem gospodarstvu bi tistega, ki ne zna upravljati svojo lastnino, kaznoval mehanizem izgube. To se pravi, da tisti, ki ne poslujejo v skladu z pričakovanji potrošnikov, ki zlorabljajo zaupanje poslovne skupnosti,
so na koncu dneva kaznovani ne samo z izgubo, ampak tudi s stečajem. In v tem konkretnem primeru bi bil edini primeren ukrep Banke Slovenije uvedba stečajnega postopka. Zakaj? Zaradi tega, ker bi bili stroški bistveno manjši. Nekateri apologeti te odločitve pravijo, ja, sej velja državna garancija za bančne vloge do 100 000 evrov. Že. Vendar je država zgolj subsidiarni garant. Primarni garant so slovenske poslovne banke. Do spremembe zakona o bančništvu je bilo tako rekoč celotno breme na bančnem sistemu in še na spremembo zakona o bančništvu je prišlo do uvedbe subsidiarne odgovornosti. In ta bi bila zgolj do višine 100 000 evrov, kar pomeni, da bi seveda morali po zgledu Cipra in po zgledu direktiv, ki so se po ciprski krizi na evropski ravni oblikovale, morali breme porazdeliti na naslednji način. Primarna breme lastniki z razlastitvijo ob stečajnem postopku. Dejstvo je, da je seveda Banka Slovenije dolga leta, vse od pojavnosti gospodarske krize leta 2008, izjemno slabo opravljala svojo nadzorno in regulatorno funkcijo. In sam trdim, da je ta uvedba nadzorovane likvidacije pravzaprav prikrivanje nedela, bom spet ostrejši, v bistvu zavestnega prikrivanja pred zaskrbljujočim stanjem v slovenskih bankah, ko se je vedelo v stavbi čez cesto, da je lepo število slovenskih bank nesolventnih, vendar so z likvidnostnimi posojili Evropske centralne banke prikrivali pravo stanje. Imeli smo absurdno situacijo v zadnjih letih, ko smo imeli bančne mrliče, nesolventne banke, v vsakem primeru kapitalsko neustrezne, vendar sam trdim, da so bile dejansko nesolventne, vendar so z likvidnostnimi posojili reševali in prikrivali situacijo. Ne samo z likvidnostnimi posojili Evropske centralne banke, ampak tudi dejstvo, da se gospod minister za finance hvali, kako ima Republika Slovenija obilne rezerve. Res je. Imamo dobre 2 milijarde evrov, vendar zakaj so namenjeni te depoziti? Če jih namenimo reševanju proračunskega primanjkljaja, se zgodi kolaps slovenskega bančnega sistema. Se pravi, ste imeli 2 mehanizma, preko katerih se je prikrivalo pravo stanje. Na eni strani preko likvidnostnega okna Evropske centralne banke, na drugi strani preko depozitov proračuna Republike Slovenije pri domačih bankah. Ko je vrag vzel leta 2013 šalo in bi morali ob ustoličenju novega guvernerja potegniti črto in reči, dovolj je tega pijančevanja, dovolj je teh zapitkov, se je zgodilo neverjetno. Vlada Republike Slovenije z lahko roko podpiše 1,30 milijonov evrov težko garancijo. Ne trdim, da bo v celoti unovčen, vendar lahkotnost, da v enem dnevu potencialni javni dolg Vlada Republike Slovenije poveča za 3%, je škandal brez primere in bi to moral biti pravzaprav pravi razlog za interpelacijo ministra za finance, ker gre za popolnoma neodgovorno obnašanje do slovenskih davkoplačevalcev. Gre za narobe svet, da guverner Banke Slovenije, na primer, govori, ja,
se tako in tako morajo vse zapitke na koncu dneva plačati davkoplačevalci. Ja, zakaj imamo pa potem sploh zasebne banke, zakaj imajo banke kapital, če si bančniki v Sloveniji domišljajo, da je končni garant slovenski slehernik, slovenski davkoplačevalec, ki bo v celoti plačal zapitek. Gre za popolnoma nesprejemljiv model bančništva, ki s svobodnim tržnim gospodarstvom in gospodarstvom na Zahodu nima nobene zveze. Gre za neko uvajanje bančništva sui generis, slovenskega bančništva, bančnega socializma, kot ga sam poimenujem, in to je eden izmed prispevkov k slovenski blaznosti. Ko na eni strani se zgledujemo po nekih demokratičnih socializmih, po samoupravnih socializmih, v bistvu pa dejansko uvajamo bančni socializem. In verjemite mi, bančni socializem ne deluje. Zaradi tega, ker Janez Novak, slovenski slehernik, nima neomejeno možnosti plačevanja zapitkov tovarišev iz Foruma 21. Počasi se premikamo k meji vzdržnosti. Namreč javnofinančna situacija je izjemno zaskrbljujoča in ne bi si želel stopiti po poti Irske republike, ki je od leta 2008 do leta 2013 v 5 letih povečala javni dolg iz 24% BDP-ja na 121%. Njim se je strošek servisiranja javnega dolga povečal iz 3,5% vseh davčnih prihodkov na letošnjih 19,5%. Kakšne so razmere v Sloveniji? Precej podobne. Še leta 2008, ob začetku krize, smo za servisiranje javnega dolga namenili za današnje razmere skromnih 350 milijonov evrov. Ta strošek bo v letošnjem letu narasel na 900, v naslednjem bo presegel milijardo evrov. V bistvu bo na ravni 14% vseh pobranih davčnih prihodkov. Skratka, Slovenija se zaradi, ne bom rekel slaboumne politike, ker ne gre v ozadju za slaboumnost nosilcev ekonomske politike. Gre za zavestno delovanje proti interesom Republike Slovenije in zasledovanje oziroma uresničevanje partikularnih interesov, čigavih interesov. Kdo praznuje ob takšnem načinu bančne sanacije, kot si jo zamislila Banka Slovenije in vlada Republike Slovenije? Praznujejo najprej lastniki. Seveda mi bo kdo oporekal, Brščič, kaj pa govoriš, se bojo vendar z nadzorovano likvidacijo izgubili svoje lastniške deleže. Že. Vendar morate vedeti, da je specifika teh dveh obskurnih bank naslednja, da so glavni delničarji tudi glavni komitenti. In da odtod potem razlog, da se njihovi depoziti seveda nad 100.000 evrov rešujejo. Veste, odpis lastniških deležev je opomba pod črto, če imajo te gospodje seveda depozite, ki grejo v milijone evrov. Osupal sem bil nad podatkom, da znaša samo v Faktor Bank znesek depozitov, ki presega 100.000 evrov, 160 milijonov evrov. Grozljivo visoka številka. Se pravi, ne rešuje se mali komitent Probanke in Faktor Banke. Ta bi bil poplačan v vsakem primeru, tudi v primeru stečaja. Se pravi, veseljaki so
dejansko lastniki in veliki komitenti, ki so bili dolga leta v incestnem razmerju s tema dvema bankama. Šampance odpirajo tudi druge poslovne banke. Zakaj? Ker splošna garancija, neomejena, pomeni, da se jamstvena schema ne bo aktivirala. To se pravi, da tudi zasebne tuje banke ne bodo plačale niti centa za to. Če ravno bi bile po zakonu dolžne, vkolikor bi Banka Slovenije in Vlada Republike Slovenije ubrale za davkoplačevalce razumno pot. Na koncu naj še ovržem to tezo, da bi prišlo do sistemskega kolapsa bančnega sistema, vkolikor bi prišlo do stečaja. Če je slovenski bančni sistem odvisen od dveh poslovnih bank, ki imata manj skupaj kot 5% tržni delež, potem se morajo komitenti vseh bank res prijeti za denarnice, ker nam sledi zelo, zelo črna prihodnost. In če kaj, bi moralo biti pravzaprav deponentom postati nekaj jasno. Da s tem, ko ste depozitar pri bankah, ki odobravajo politične kredite, ki se igrajo z vašim denarjem, pravzaprav podpirate takšne banke. In da je edino pravilen pristop, da se začnete zavedati. Banke same po sebi niso varne. In da tudi povečevanje garancij, ki je nevzdržno, poglejte, če je samo garancija za dve tako majhni banki, potencialni BDP povečala za 3%, poglejte, vendarle javni dolg ne morete reči, da je omejitev ne bo. Ni, obstajajo meje. Slovenija se v tem trenutku zadolžuje po 6,75% obrestni meri, oziroma drugače bom rekel, slovenski javni dolg, 10-letna obveznica kotira pri zahtevani donosnosti 6,75%, in takšna dinamika zadolževanja je nevzdržna. Zato morate zelo začeti razmišljati, ali zaupate v slovenski finančni sistem, ali zaupate ljudem, ki z zelo lahko roko v enem dnevu spiskajo milijardo evrov. Kaj se bo zgodilo, ko bodo na mizi banke, ki imajo nebilančne vsote 900 milijonov, ampak 15 milijard in so za povrh državne banke. Te banke imajo 28% slabih kreditov. Kaj se bo takrat zgodilo? V bistvu nas mora biti strah. Strah pred tako neodgovorno politiko, kot jo imamo, da rešujejo partikularne interese določenih privilegiranih interesnih skupin. In tu mislim, da nas čaka zelo, zelo mrakobna prihodnost. Pridružil se bom gospodu Štrancarju, da verjetno neke panaceje strani Evropske komisije ne moremo pričakovati. Ne nazadnje, zaprepaden sem bil, da sta tako Evropska centralna banka kot Evropska komisija potrdili ta način reševanja. Zakaj? Zaradi tega, ker temu načinu reševanja še ni sledilo zaprosilo ESM-a.
Se pravi, evropske davkoplačevalce v tem trenutku to nič ne stane. In če smo Slovenci tako bedasti, da sami sebi nalagamo breme plačevanja, se gospodu Dieselblemu, gospodu Schäubleju, pa gospodu Barozu pač ne zdi to neka relevanten problem, ampak iz tega sklepa, da bo Evropa dala svoj imprimatur tudi za prihodne reševanje, ko bo na mizi vprašanje Nove Ljubljanske banke, NKBM, in ko bo jasno, da slovenske javne finance ob 6,75 odstotni ali pa 7 odstotni ali pa 10 odstotni obrestni meri niso sposobne tega financirati, verjemite mi, takrat bo tega bančnega socializma konec. Ko enkrat zmanjka tujega denarja, je socializma konec, tako samoupravnega, demokratičnega, kot tudi bančnega. Hvala.